Veste kaj, jaz pa mislim, da je kriminal, da zlomiš punci srce. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Dober dan! Vroče zdaj na člani podcast. Tukaj z vami v Halloween epizodi. Jure Rimanič, Jure, koga imamo danes naši desni? Danes je z nami Sašo Stare, komik, igralec, amaterski improvizator. Kaj je še? TV voditelj. Ja. Jaz sem slišal, da si tudi kuhar. Si teolog. Ja, mislim, sem hodil na faks. Ja? Nisem doštudiral, tako da nisem teolog. Aha, Faliran teolog. Ok. Ampak zanimivo, da si to izbral. Kaj ni tudi Bergant bil na teološki? Bergant je arhitekturo pustil. Oba sva falirana študenta, res je. Kdo je bil neki na teološki še teh Od komikov, pismo, ne Kje vem, sem kdo to je še nekoga bil. zasledil? Jaz sem filozofijo in teologijo študiral. Ni bil. Aha. Tako da oboje sem imel, ne vem, kdo je bil še na teološki. Vem, da je Bergant je zelo kar se tiče faliranih faksov, je bil on ful bolj perspektiven faliran študent, ker je arhitekturo faliral. Jaz sem faliral filozofijo pa teologijo. Tako da Drugače filozofija se mi zdi ful zanimiva. Šele zdaj mi postaje zanimiva filozofija. Ker recimo včasih se mi je to zdela neka veda, ki se mi zdi, da ful ne veš, kako jo uporabiti. Ampak zdaj, ko se začneš spraševati neke stvari, ki ti ne more odgovoriti nič drugega kot filozofija. Ja, ampak to je hobi. Kot delo ti je to, veš... Ja, ma še vedno, ful je dobro, pač zanimivo je ni res. to, kar tle delamo, dosti podoben. Ja. A ne? A veš, in to je na nek način to čihtvam, verjetno. Mi smo filozofi. Ne, ni. Ja. Niš. Žal ne, Filozof- da sponzorjev Ja, pa. samo pa ugotoviš ful hitro, da so eni ljudje ful bolj že razmislili stvari. Ja, to Mislim, je. da mi odkrivamo nekaj, kar ni več toplo. Dobro, a veš kaj je fora, ne? To je samo zato, ker ne vem, kakšen Aristotel, a veš, pa te niso imeli Instagrama, a ne? A veš, ali pa TikToka, ali pa kaj, veš, oni so tam bili, jama je bila tam, pa kamen je bil tam, pa drevo je bil tam, pa so pa živeli cel life tam in so mogli ful enega časa zapolniti z razmišljanjem, kaj pa če ta jama neki, a veš, ne? Zdaj imaš pa tvoj fokus, pa zdaj gre Ja, samo to ni lih Tinder, Na rožice, a veš, tako je. to ni lih v redu. Ne, Tinder je. pa Instagram, pa nimaš Tinderja. Ti imaš Tinder? Nimam. Jaz tudi Ampak ne. se mi zdi, da ja, Tinder, ne vem, če mi kaj pomaga v meni v življenju. Jaz mislim, da bi mi mogla njemu narediti Tinder profil zdele, Ne. A se Zato, to že ker ne- njegov ego je že tleje. Ja, In ampak pol bi šlo to samo ne, še... pa midva, zdaj ga narediva, pa mečava tekom podcasta, baby, pa jim piševa v njegovem imenu. To bi lahko bila ena Ne, ker to je cheat code. To je prelahko za njega. Okay. Zakaj? To, si visok pa lep, da ti bo. Smo. Hvala. Torej, začnemo naš podcast Slani škatlo vprašanj. Povleči. Neki povleči in ko si povleku, je povlečeno. Kaj je najboljši način, da živiš srečno in popolno življenje? Zdaj, Sem pozabil eno. Opala. sam si en ov. Tako da, kako... Moj karakter je dislektik, tako da sem Ja. ga dal še sem... Kako je najboljši način, da živiš srečno in popolno življenje? Po mojem mislim popolnjeno. Popolno. Popolno je mislil, po moje, ampak bomo na popolno, mislim. Da ga imaš polnega, ne, da imaš polno življenje, ali ne. Polno ali popolno? Jaz bi rekel, da je bolj Polno. pomembno, da živiš polno življenje kot popolno. Srečno in polno. Mogoče je to Bolj smiselno. Bolj smiselno, ja. Tudi popolno življenje. No, popolno življenje Popolno ne je obstaja. Ja, vse to je. Ja. Je odvisno, kot si ga narediš. Ja. Mislim, popolno življenje, okej. Ne, popolnost je nedosegljiva. Popolno je samo za Boga. A tak podcast je to. Ne, drugače sem slišal eno stvar, preden poveš. Ja, Veš, ko imaš neko novo stvar, ne? ja. In Mi je poznano. nekaj podrsaš, ali pa praskaš, ali nekaj malo uničiš. Okay. In v bistvu, A definirava to stvar zato, da bo Ja. folklor... recimo, lahko je avto, nov avto, ne? Ja. Boljše, da ga sam prvič malo podrsaš, ker pa nikoli več ne bo bolelo. To In je, zdaj, ker popolnost je samo za Boga, to sem nekje zasledil. meni je to na istem nivoju genialno in idiotsko. Da, Ja, ampak da ne veš- morem... Ne morete več prizadeti, ker je samo stvar. Ampak lahko pa sam rečeš, itak mi bo nekdo to podrajsal, ker... a ne. Ja, sem prvič bo ful bolelo, raj si drži sam to bolečino. Jaz sem kupil avto, pa sem tako, če ga imam v Ljubljani živim, drugače sem Gorenca, ne, ampak v Ljubljani živim, vem, da tukaj je toliko avtomobilov
popraskati ga na parkirišču in grede. Sem rekel, s tem se nam obremenjeval in se nisem. Nisem pa sam šel, itak vodko. Ja, ampak pol ti izgubi veš, te ne briga več. Ma veš, kaj rane dajo karakter, ne? Ja, malo je psihopatsko, samo... Mislim, razen, če neki noter, veš, neki... Ja, okej, koliko bi ga podrsal? Malček. Ampak lih da ti gre Una prva, da ti gre. Ja, isto Da sem jaz Jumfer opazil, zgubi isto sem jaz naredil z uro. Da ti zdrsaš. Sem po nesreči jo podrsal, tako je prvi dan in sem bil, zdaj me ne bo več brigalo, če še enkrat podrsam. Pa meni se Čudno razmišljanje. Mislim... Pa po nesreči se osvobodiš. Čakam, ja, se po eni strani razumem, sam po drugi strani je pa res tako, to je tako, ker da bi rekel, itak enkrat bom strpa grd, pam, a veš, mislim, nima smisla. Je res, ne, lahko samo tako narediš, malo popraskaš, ne rabiš se nekaj razbiti face, ne. Se ti zarase, pa je si itak pojet, ko je to, ko sem bil pirat tukaj. Ja, ne vem, pač tako, to sem malo ugotovil in tako sem začel razmišljati malo več o stvareh, tako, bolj kot da, veš, res te ne smeš biti navezan na stvar. Tako, s tem se strinjam. Ja. S tem se strinjam, ne biti navezali na stvari. Čeprav, to tudi mogoče zdaj prije, zakaj tako razmišljaš, je zato, ker si starejši, pa imaš neko finančno neodvisnost malo bolj. Ker recimo takrat, ko nimaš keša, ko si bolj brok, ti je vsaka stvar ful bolj pomembna. Takrat, ko si pa malo prvošaš, pa rečeš, se to lahko s časom bom itak zamenil pa vse te zadeve, so ti pa stvari malo bolj potrošne. Tako da ne se navezati na stvari, ampak dajmo porazumeti, da merkamo stvari od drugih ljudi, ker vsi si ne morejo a ne, enim ful več to pomeni, ker je to mogoče edina draga stvar, ki se jo kadarkoli. Veš kaj, lih prav, jaz sem ta teden si nabavil, jaz sem imel star Nintendo DS za igrati. In točno 10 let nazaj ga je moj stari prodal. In vedno mi ga je bilo žal, ki mi ga je prodal. In sem rekel, vedno nekje sem imel to luknjo stari, ko mi ga je škoda. In sem rekel, veš kaj, šel na eBay in sem si ga nabavil. Ja. In danes sem ga dobil, sem ga odprl in ono zadovoljstvo je trajalo minuto. Ja. In pol sem res bil, se je huda, ampak sem mislil, da bo boljše. Ful sem bil navezan na njega in sem bil, bo to zapomnilo, ampak. Starejši, ka boš, manj zadovoljstva boš imel pri stvareh, ki si jih včasih imel. V bistvu skoraj nič več. Sam hotel boš še zmer stvar, ki boš lovil nekaj, kar si včasih imel. In nikoli tega ne boš več ujeti, ker si drug človek zdaj. To sem isto rekel že na prejšnjem podcastu, ampak sem mislim, da najbolj te odnosi naredijo lep life. Bolj kot stvari. To je pa res. Wow. Ampak stvari in da lahko to deliš z nekom. Ne? Ja, stvari so fajn za me, tako da ne rabiš skrbeti za life pa to, ampak ne, odnosi so definitivno. In tudi kaj je najboljši način, da živiš srečno življenje, pa polno, so definitivno dobri odnosi, s prijatelji pa s partnerjem, pa te zadeve. Z družino, ne, tudi. Z družino predvsem, ja. Vsi odnosi, ki jih imaš, da je partner tudi tvoja družina s časom, mogoče, ne. Ni pa fajn, da je to, da je že od začetka to tvoja družina, ker to je popoln cest. Ampak razen tega je... Ne, če je ljubezen, je ljubezen. Ja, ne, mislim, valjda moraš zakonsko, da se pač drugače bi otroke imeli, pa to je genetsko, to ni okej, ne? Okej, devil's advokat, ljubezen je ljubezen, pač koliko je to za jebance, pač imejte se radi. Ja, dokaj niste v sorodom, mogoče je to tak mehen zvezdica zraven, imejte se radi. Nekje sem bral, da mislim, da je ilegalno druga kolena se poročiti. Da so geni približno, da se ranje. Okej, kaj pa če, na primer, ti hodiš z eno punco, kot ti 10 let in zveste, da ste familija po 10 letih? Ja, ma sigurno ne bi bili bližna familija. Okej, kaj pa če ste? Ne bi bil več z njo. Bi končal? Ja. Ti? Ja, valjda, mislim, da boš s familijo. Koliko familija? Ja, po drugem kolenu, to. Kaj, neka oddaljena sestrična, ta mala sestrična. Po drugem kolenu. Ja, pismo ne vem, če bilo. Mislim, to je... Je malo weird. A ti bi bil tako... Ti bi bil tako, lepo, če so... Pa se 10 let so že, kaj pa... Pa še no ne vene. Lepo, itak ni nama treba na, a veš, na dve božične večeri hoditi. Ne, ta star valjda, da ne. Ne, mislim, da to ni. Pa se v Sloveniji tega nimaš. Čeprav v Islandiji, na Islandiji imajo ki jih je toliko malo, da dejansko so ful v sorodu, imajo ta app, ne? O, da se najdejo, če ste žlahta. Če se dva se dobita v lokalu, pa sta tako, ti si mi kul, pa sta tako, good, da bi eno pijačo, ampak deva najprej na appu preveriti. Koliko smo blizu, kjero koleno. Koliko blizu sva. V redu je, lahko greva na drink. Ta scena je. Oh, fuck. Ja, kukor se ljudje tukaj neki zdaj pritožujejo, pa kao priseljenci, pa to v bistvu bi pa ful dobro za
da nismo genetsko čist. Drugače Slovenija, tle smo dosto jeti, bi mogoče bili... A dobro, dosta jih je uvoženih, ko jaz. Ja. Ja, mi smo pač vsi iz Istre, moja familija, tako da pač... A ste sever, Ja. gor šli počas. Tako da... Ja, hodo. Na hladno. V glavnem, Jure, kaj si delal ta teden ti? Razen meda in oplaja rožice. Pikal sem ljudi. In koliko si jih napikal? Ene 4. 4 sem pičil, čeprav to čebela lahko naredi samo enkrat, ne? Da bi treba. Ama ti si taka trpežna alfa čebela, ne? Ne, jaz sem sršen. Alfa čebela. Matica se reče. Ti si taka matica. On je matiček, lej ga. No, v glavnem, kaj sem počel, je nič, navaden teden, 28-letnika. Delo, treningi, zabava. Kakšni treningi? Kaj treniraš? Tenis sem igral, odbojko sem igral in v fitness sem šel. Tako da. In to redno delaš? Ja. Ali slučajno je to en teden? Ne, redno. Redno, tenis igraš, redno se. Tenis zdaj igramo šele 3. teden. Okay. Ker nismo prej igrali, ampak to igramo tenis, odbojko pa igram že kar redno. Ja. Že po mojem več kot pol leta. Jaz sem mega frenda, ki je redno igral badminton, pa je pa mogel nehati, zato je dobil teniški komolc. Čekaj, kaj je, ga je bolel komolc to? Ja. Teniški komolc se reče prav poškodbi, ki je neka uname se neki tle. Po mojem je ta kita tle. Maybe, ja. Zna... Ki ga... Ja, isto je pri odbojki, veš. Ta kita... Veš, kje sem si jaz pretegnil prvič to kita? Ko sem metal žabico. Okay. To si prav. Ta gib, veš, kje je tako? Ja. Jaz sem se toliko bal, da bo to spet ena weird seksualna zgodba. Ne. Ja, no. Veš, kje sem jaz tole? Ne, drugače, sem gotovo, da mi je zabavno razni športi. Aha, ok. So zabavni. Ja. A tako, da v bistvu ne razmišljaš, da telovadiš? Da se zamotiš z igro, pa to... Ne, meni v bistvu pri tenisu mi je dobro zmagovati. Moje kolege. Drugače, Jan je boljši od mene. Shout out Jan. Drugače pa ja, zadnjič smo imeli še na punce, je prišla z nami igrati. Ja. Tako da je zabavno, spoznavaš nove ljudi, igraš tenis. Jaz sem ta teden bil v trgovini, ne? In sem nekaj nabavil, ne? Nabavil sem Prime pijačo, to je pijača od podcasterja Logan Paula, ki ima najboljši podcast na svetu. On je rekel, vi, ki ste najboljši podcast v Sloveniji, vam bomo poslali en PR paket. Tako je. In zdaj bomo to natočili in bomo probali. Bil si v trgovini, kjer si dobil package, PR package. Ja, neki se malo hotel povedati po pravici, malo si hotel zmis, v glavnem veze. Torej, Prime test, ta je tabeli. Metamun, Prime test, okus. Ajde, prvo von. Vonj. Ugaben. Lepo diši. Kaj to ti diši, stari? Meni tudi diši. Meni diši po... Čakaj, lahko natočite nazaj, ki je preveč. Pa... A ja, ne, če boš pil, pi. Ja, se imamo tudi druge za to, veš? Ja, imamo še 2. Ja, ne, okej, po čem ima von to? Meni je malo po breskvi. Breskev. Če si ti najdu kaj naravenga v tem vonju, stari. Kaj je malo po breskvi? Malo. Da stari grem s tabo un tenis špila, ni šansa. To da je po sprajtu malo. Dober point. Malo sprajta maja. To je pa ful daleč od breskve. Ja, ampak malo, ker ima malo po breskvi. Jaz bi rekel, da je tako... Mogoče malo. Ajde, gremo. To je kar vse... Dajte na kup vse umetne okuse, ki se jih lahko spomnite. To je to. Kaj pravimo? Ajde, zdaj pravimo pravi metamun. Jaz sem tako rekel, po pričakovanjih vonja... Ne, ojoj. Slabo ni. Ok, pravi metamun koliko, Jure? Ne se bo moje videti ta razlika v letih, fanta. Meni tudi ni, veš? Meni mi ni, veš? Ta srednja generacija je poj čudna. Torej, Sašo, koliko? Meni je všeč, ker je izotonično. 1 do 10. 1 do 10? Jaz sem zelo blizu 1, ta star. Jaz bi dal... Ni nepitno, no, ajde 2. Jaz bi dal od 1 do 10, dam jaz 8. Res? Pravi metamun, jaz dam 3 od 10. What? 8. Ja, mi je dobro. Toliko ti je dobro? Dobro, pa zdaj, ko sem nehal pit, imam še en aftertaste. Naslednji okus. Drugače pa je kar sladko. Naslednji okus, borovnica. Je malo. Ja, zdaj sem dal malo, evo. Malo, ko bomo. Torej, vonj. Dosti bolj ma po Boljši. borovnici. Ta borovnica je ta. Ja? Pravi, da je ta eden boljših, veš? Vsi tega hvalijo. Kdo so vsi? To je raspberry, ni to blueberry. Blueberry? Raspberry, ja. Kaj piše? To je raspberry. Raspberry, blue raspberry. To je, ker ni to malina.
Modra malina? Modra malina. Kaj ni malina raspberry? To pa je rubida Blueberry mogoče. Blueberry je borovnica. Ne, ti si druga, mislim. Raspberry je... Blue raspberry je modra malina. Malina je, ne? Torej, modra malina, okus. Ja. Ja, boljši, ja. Ampak no, meni je boljši... Ja. Ma kaj je to? Ma kaj je to, stari? Neka sintetična jajca. To ima okus, da besedno polnjen sirupu. Od... Ne. Pač po malini, po produktu od maline. Meni je bil boljši ni prvi. Jaz znam tega 6. Meni je boljš voda. 6. Sašo, od 1 do 10. Jaz ostajam pred dvojki, stari. Mislim, ne, trojka. To je malo bolj je, kot uno prejšnjo, ampak to je kar nekaj kislo, pa ni to. A jaz pa grem na 2 od 10, veš? Ta je meni slabši kot prej. Tvoj, Jure? 6. 6? Meni tudi boljši bil on je. Dobro, in še zadnjega provamo Ice Pop Prime. Ta bo fik Kdo sladek. si testiral, kaj se zgodi, če vse te 3 naenkrat spiješ? Imamo mi nekaj tle. Natočimo. Veš, kaj že smo to? Kaj je to? Ne, To ima von po... Lepilu. Ne, to ima von po... Unemu od... Veš, ki iz mande narediš, marcipanu. Ja, fuck, ampak Marcipan. tudi lepilo, ko smo ga imeli, tabelo. To je V marcipan. osnovni šoli mi smo imeli tak, bel je bil za papir, ki si ga z žličko vendajal. Ja. To, in to ima zelo podoben von, kot marcipan. Marcipan. In jaz recimo marcipana ne maram. To jaz von mi ne. To pa ni lih najbolj. Ok, da pravimo. Okay. Ta je meni najboljši do zdaj. Veš, von je mogoče... Ja, nima res Je tako slab. Ta je najboljši do zdaj. Ta je najboljši od teh treh Ja. po okusu, pa najslabši po vonju. Jo, to res ne diši, stari, sorry, brate. Ampak je pa dober. Vsi 3 lepo zakislijo malo na koncu, to mi je všeč. Ja, ma ta je dober. Enka mi je bila najboljša do zdaj. Veš kaj je bilo? Uni Ta je 7. bomboni, a veš kaj so že bili? Ta je Bazuke. 5. Ta je 5. Bazuke, a ste vi imeli bazuke? Ja, vem, kjer se bazuke, ja. Bazuke so imeli podoben aftertaste tega. Čeprav... Tista kislina po na koncu. Ja, čeprav to je 6. Za me 6. Ma meni je to... Jaz sem proti temu, da to kdo piješ. Nič tega ni dobro, Ja. bodno fair. Prime Ice Pop, Sašo koliko? 3. Jaz dam 6. Nič tega ni dobro. Jaz dam 4, 5 od 10, res ni neki baš. Zdaj pa provamo še za na konec njihovega glavnega konkurenta Gatorade. Pa kaj je to, energy ali? Ja, energy Ali drink je- je malo prime, ja. Hydration drink. Ja, ima tudi kofein notri. Ama. O, Jesus. Ok, po vonju... Čak. Po vonju, zelo znan vonj. Ja. Ok, Gatorade lepo diši. To lepo diši, ko neka fanta oranžada. Ja, ta neki. neka oranžada. Oranžada meni malo ima vonj po šumečih tabletah. Ja, to. Ja. Pomaranča, Cedevita, šumeče, tako, tablete, ja, ja. Mislim, Cedevita, ja. pogleda ste Tako. to rumeno barvo in točno tako diši po tej rumeni barvi. Tako, potem. Ja, po tej sadni rumeni oranžni barvi. Ok, gremo prav odkus. Ok, okus. Ja, veš kaj, zdaj jaz mislim, da sem to že pil in mislim, da ponovadi imam malo več okusa. Pa zdaj le sam mislim, da so nam prejšnje pijače požgale. Ja, une so kar sladke. Ja, res Napram te. so nam brbončice Ta je požgale. neka tekstura, una, ki bolj steče. Ta neki ti bolj... Izotoničen je bolj. Ja. mogoče. Ja. Ja, Dobro, torej, Gatorade. ja boljš. Ha, Pa jaz... glede okusa samega, Glede okusa? so tiste zelo bolj močni okusi. Gatorade je bolj nežen, Res je? tako da odvisno zakaj, ne? Veš, zakaj bi ga pil. Recimo med športom bi po moje bolj mi pasal Gatorade. Mislim, pravijo, da tipo v Primeu je toliko cukra, v Gatoradu toliko cukra. Jaz to tle nisem čutil. Jaz sem čutil ful več cukra v teh Ja, Primih. enako. Je tako da... Čeprav moram reči, da nisem pričakoval, da bom nek energy drink sommelier, ker sem koliko to je danes sem vozil. Veš, koliko je ta bolj sladek po okusu? Ful bolj. Ja. Probaj. Zdaj po Smo jih zdaj provali. Tam je res dobro drugače. A spiga? Ta prvi, ne? Logo vzameš dam. Ja. Močen okus, raz. Jaz sem full fan vode, tako da jaz imam najraje vodo. Ej, proti temu voda je vibe. Voda je vibe. Ok, Gatorade za na konec. Ajde, to je bilo kar meni je kar ok. 6. Jaz tudi, 6 od 10. Ja. 6. Ne bi si ga kupil, ampak Odvisno, kaj ocenjujete. okus. Okus. Ja. Okus. Ja, embalaža me Ja, liha, da briga. meni ni
bolj okusen Gatorade od tega Prima Res ne? sivega, tako da bi rekel... Meni je bolj piten. Bolj piten, ja. Bolj ampak piten. Če ocenjujemo, sem vprašal, kaj ocenjujemo. Če ocenjujemo okus, mi je boljši okus tega metamuna kot... Ok, kaj pa vse skupaj? Embalaža ima boljši veš, da Prime. mi je boljši, iskreno mi je ta najboljši od vseh pijač, ta Prime metamun. Okay. Torej, iz enega podcasta v drugi, rekli bomo, da provajte, pa vidite. Jure je navdušen. V glavnem gremo mi nazaj našega gosta. Sašo, kdaj si ti na hitro začel svojo karierno pot, svojo zabavno potjo? Na hitro začel. Kdaj sem jo začel? Ja, nekdaj si rekel, veš kaj, jaz grem pokazati, kako sem zabaven. Nikoli nisem tega rekel. Delal sem impro najprej. To je to prva stvar, kar sem delal. V srednji šoli sem začel delati impro. Ti si začel prav delati ali si bil na... Ja, jaz sem se izmislil, sem se impro komedijo. Ja, ne, lahko si veš, začel to. Na šoli sem, šolska impro liga je bila stvar, ki se je dogajala na gimnaziji Kranj, kamor sem hodil in tam smo imeli krožek, ker nas je par hodil in smo potem v Ljubljano hodili na tekme, pa tekmuješ z drugimi v teh kratkih. Tako, najbližje temu je skeč, po moje, če bi mogel predstaviti nekomu, sam se si videl impro zihar kdaj že, nisi? Ja. Ja, no. Pač impro je, imaš igralce, imaš igralce in reče, ok, zdaj ste v avtobusu in pač glumi, da si v avtobusu. Ja, in pol ti nekdo nekaj zamenja. In... Tega ne moreš bolj zanimivo razložiti, kot to. Jaz se spomnim, veš kaj me spomine? Veš kaj se vedno spomnim pri impro na The Office in Michael Scott, ko postane impro. Ja. Ko je kapgan, veš ki postreli vedno vse. Smešna stvar tukaj je, da recimo Steve Carell je iz ene izmed najbolj znanih impro šol ven prišel, Second City, mislim da. Tam so bili on, pa Stephen Colbert, pa cel kup enih znanih komikov, ki so zdaj na vrhu nekje. On je legendaren meni je res dober. Ja, itak, ampak oni so delali impro full, zato je smešno se delati norce iz impro. Ampak to je to, ja, v bistvu publika sodeluje pri predstavi, potem pa ti improviziraš, brez da imaš scenarij pripravljen, uporabiš pač full stvari, ki se jih naučiš. To si boljše razložil, ja. In potem narediš nekaj, kar je zabavno skupaj s publiko, načeloma. To smo delali, moj mentor je bil Pižama, tako sem ga spoznal. In potem, ko sem šel na faks, smo še ful bolj nadaljevali s tem, ful smo se izobraževali. Ful sem bil v enem dobrem obdobju v impro, ko so ful hodili Kanadčani pa Američani. Tako neki te igravci, ki so v bistvu ful štartali v impro pri njih, pa sem jih spoznal tako ene, kakšne te, ki sem jih pa videl, tako kakšnih sitcomih vidiš, kakšne, ki imajo manjše vloge, ali pa recimo ena je bila voice actor, a ste gledala Archerja, taka Pam. Res? Ta močna, ta igralka je prišla sem, pa oni imajo pa delavance, pa to je bilo ful enega stika s tem in so ful prenesli enega znanja, kako boljš pa malo drugače delati impro in sem bil čez faks jaz tam in smo ful ustvarjali. Smeš kaj deliti, kakšne te tips and tricks? Take stvari, kot mi smo delali, tako kot si ti rekel, prizor, nekdo je nekaj rekel, pa smo se pa igrali, pa so pa oni prišli, pa so rekli, ok, se pravi, če hočeš, da mi, ne vem, takrat smo začeli delati impro, ki smo ga mi začeli delati, je bil tako, ne vem, 3-4 minutni prizori. Pa so potem Američani prišli pa rekli, mi delamo cele predstave improvizirane. Pa smo mi tako, kva, če govorite. Kaj ti po 1 uro? Ja. In oni si vzamejo eno zadevo, pa se pa naučijo formo tega. Recimo, mi smo pa delali športni film, smo vzeli, pa smo ga naredili. Ne? In potem, da ti to naštudiraš, moraš naštudirati, kako je športni film sestavljen v Hollywoodu. Ne? Se pravi, ok, imaš eno ekipo, ki pride skupaj, ki načeloma niso mišljeni, da bojo skupaj. Ali pa enega človeka, ki je po nesreči prišel skoraj v en šport, je ful dobro v tem športu, najde nek smisel v tem športu, sreča enega ogromnega nasprotnika, ki ga premaga, on pade nižji, nikoli več nam tega delal in potem najde samega sebe ali pa ekipa se skupaj zbere, če ekipa se skupaj zberejo, še enkrat probajo, ratejo še boljši, pridejo nazaj in premagajo ta drugič. A veš, kjerkoli športni film, ki sem ga rekel, sta zdaj le mira, ok, Mighty Ducks, a veš, karkoli je, deluje zmer isti. Ena ekipa, ki so, najprej so slabi, pa skupaj se naučijo biti dobri, pa fejlajo, pa premagajo ti svoje nasprotnike in na koncu zmagajo. Unikatne moči. Tako, ja, tako. No, pa to so pa finese, ampak osnovna struktura je taka, ne. In kjerkoli, v bistvu, prišli so, pa so nam pokazali, da v bistvu kjerkoli zgodbo lahko stlačeš v neko formo. To je... To ne vem, če bo zanimiv. Dramaturški trikot, ko se reče? V bistvu, ti misliš dramaturški trikot? Ja, ni to. Ja, to je del tega, ampak ne, v bistvu govorimo,
Joseph Campbell je v knjigi, mislim, da 1001 mit ali nekaj takega. On je analiziral vse človeške mite skozi celo zgodovino in je ugotovil, da je 16 različnih delov je, ki so skupne skoraj, če daš v takem krogu ima 16 točk in vse zgodbe na svetu jih večino pokljukajo. Kjerokoli zgodbo boš rekel, ima skoraj zmer ima isto strukturo, ker mi smo navajeni zgodbe na en in isti način dojemati. Spravo, to so nam povedali in pa smo mi naštudirali ta športni film in potem smo v bistvu, ko se začneš s formo obadati, začneš razmišljati o stereotipih pa arhetipih, kakšnih so ti liki, ki bomo mi jih noter igrali. Ko se začneš ful bolj z liki obadati, ratejo ful boljši joki, zato ker tebi jasno, koga ti igraš, ful bolj, a veš ne. Ja. Take fore so. Ne moram zdaj res, ni to moje ful zanimivo, če ne delaš tega, ampak recimo... Mislim, veš kaj je zanimivo? Ker jaz sem fulko študiral, zakaj se lotiti pisati scenarija, če lahko nabaviš igralca, ti si talik, zigraj mi. Mi je samo tako si beležil, da vidim, kaj pride ven. Veš, to je en tak hud koncept, ki sem jaz dejansko že fulko študiral, da pa to bi ratalo lahko boljše. Ko da ti sediš, kaj bo zdaj rekel Jure, ki je oblečen v čebelico, nekaj smešnega. To bi funkcioniralo, če bi imel dva res izkušena improvizatorja, pa bi, ka vesta, da ti narediš dober prizor, ker film je sosledje prizorov, ki morajo funkcionirati vsak zase, da narediš dober prizor, mora biti določena struktura dosežena, ne mora biti karkoli, ne mora biti nek začetek, tle pa je ta dramski trikotnik oziroma kogarkoli že rečeš, ne. In če sta dva, ka vesta, kaj delata, pa če oba vesta, kaj delata, imaš prav, bi to po moje delovalo. V bistvu, ful velik imaš komedij v Hollywoodu, ki funkcionirajo na tem nivoju, veliko teh komičnih igralcev, ki jih mi gledamo, a ne razni Will Ferrell pa ne vem, Paul Rudd, pa vse to so vse igralci, ki imajo določeno mero svobode v tem. Se pravi, oni rečejo, ok, tle boš prišel, pa narediš svojo smešno stvar. In on ima že lik toliko naštudiran, da to funkcionira, ne. Za njega niso vsi joki narejeni. V bistvu, če kdaj gledaš ta film, pa je na koncu oni outtake, a veš, ko grejo še alternativne panče, on nekaj govori, ne, in poj na koncu, kaj mi je en punchline je bil v filmu, kaj je bil najboljši, ampak je parih pa še pokažejo v bloopersih na koncu. A veš, ne? Zato, ker so njemu sam rekli, ti sam naredi to. Ok, gremo še enkrat naredi nekaj druga. In on toliko časa dela, da najdejo nekaj, kar obdržijo, in jim zaupajo, da bo dosti funny. Pa to. Tako da to teoretično delajo v Hollywoodu, kar si se ti tukaj v Sloveniji spomnil. Sketchoholiki. Ok. Kaj te zanima? Ja, ko si jih naredil? Čak, je to tvoje? To smo bili mi, ja. Zasluga, da sketchholiki obstajajo, gre Jerneju. Aha, ok. Jernej Celec je bil idejni vodja, oziroma ta teglavan, ki nas je skupaj potegnil. Sodeloval je z Alešem veliko, pa z mano, pa z Gašperjem poznali, smo se itak iz scene, zato ker smo vsi stand-up komiki. Gašper, Brigant. Aleš Novak, Jernej Celec, Sašo Stare, smo bili sketchholiki. Pa smo skupaj delali Vidim Perašov, ko smo bili vsi tam scenaristi pa writing. Ja, to je bilo. In potem smo par let kasneje se sestavljali v sketchoholiki. Jernej je bil človek, ki nas je skupaj potegnil, za vsako je naredil, mislim, da je en sketch, pa je pa nekako rekel, da bi to delal, pa smo pa išli na pop, pa pičali idejo, pa nekako on je tudi bil ta glavan, ki je skrbel, da smo mi vsi nekih rokov se držali. No. Brez njega ni sketchoholikov. Kako je, kje je bilo, čakaj, da se dotaknemo, Vidim Perašov pisati, bilo naporno? Kako je bilo to? To je bilo vsak teden, ne? To je bil moj faks. Aha. To jaz rečem. To je bil moj faks. Se pravi, moj lasten faks sem, Ja, takrat. Jaz sem bil takrat, to je bilo 2011, 2012, nekaj taga, mislim, da je to bilo. Se pravi, dobrih 10 let nazaj, ja. Takrat sem bil nekih 26-27. Zdaj sem 37, lih bil. Tipo Jure. Tipo Jure. Ja. Okay. Ja, v bistvu, ja, neke te. Mam mlajši še mislim, da sem bil takrat, kad se je to dogajalo. Okay. No, ja, to je bil moj faks. Moj lasten faks sem malo zbluzil in ta izkušnja ustvarjati šova je bila... Vsi, ki smo tam delali, smo se kar nekajkrat že pogovarjali, da največ, kar smo se naučili o komediji, o pisanju, o tem, kako dela TV, kako dela material, ki ga nekdo pišeš za nekoga druga, o procesu ustvarjanja smo se naučili čez Vidim Perašov. Zaradi tega je Bergant tako dober, zaradi tega sem jaz tako dober. Zato, ker imaš... Humble King. Ja. Humble King si tak.
Skromen, ne? Skromen. Pizda, res je tipo bog, ne? Najboljši... Sorry, ok je, da reče, zato je Bergant toliko dober, zato je Aleš toliko dober, zato je Jerej toliko dober, zato je Perica toliko dober, ki je bil tam. Bog var, da bi Slovenc rekel, zato sem jaz toliko dober. Oprosti, ker sem si všeč. Ti lahko govoriš, ja, z mojim super telesom, ko sem visok pa lep, se pogovarjam, no, bi lahko te pičam, ti lahko vse te stvari rečeš normalno. Bog var, da bi kdo drug rekel. Ja, Da sem dober. Ja, jaz sem sam sebi, sem kar okej. Zdi se mi, da sem okej. Oprosti. Ja, to je razlika, zdi se mi, ne? da lahko sem še boljši, to je res. Pa sem zelo kritičen, ampak sem pa po moje tudi dober. Ker, Ali ful dober. Res je rekel ful dober. dobro, vsi imamo kdaj kakšne lapsuse. Nekaj, ampak dejansko moraš se zavedati svoje vrednosti. To je bil samo joke. A to je zdaj nek, a to učiš jih ti, moraš se zavedati svoje vrednosti. Ja, ma je res. Ja, moraš se zavedati. Moraš se ti sebi kdaj... Da ste me dobili na enem vibu, ker sem okej, sam sabo, se mi zdi. Ker tako ful lepa dni, ker res nisem. Danes sem tako lik en no joke, sem se spomnil. In zdaj ga mi... Ne, lik en no joke sem se spomnil, pa sem ga prej zapisal, pa prej sem šel na pot do vas, sem neki na Instagram in mislim, bil je dober joke. Bomo videli, publika bo povedala, je ful dober. Pismo sta me zjebala. Zdi se mi, da je dober. Meni je dober, a je to dosti dober. Važno se ti počutiš, da ti je dober. Meni je dober, Ja, lej, meni Slovenija talent moj nastop, meni je bil dober. Ne reči, ker hočejo, meni je bil dober. Ful dober ali dober? Zdi se mi... Meni je bil dober. Ne, okej. Ne, sam to je bilo res, tam so nas grindali, pričakovanja dobiš čist druga. Veš, Miro se pogovarja, kaj je meni dober. Ne? Meni je valjda, jaz ne bi delal tega, kar delam, če ne bi bilo meni to dobro. A veš, kaj mislim, ne? Se pravi, ampak, kad delaš zase, je čist druga stvar. Kad ti delaš za nekoga druga, kad pišeš za oddajo, to imaš ti, se pravi, so bile želje od Vida pa Perota, kaj sta hotla, pa so bile želje od ne vem, producentov, pa od režiserja, a ne cel kup ljudi je, kad ti govorijo, kaj oni želijo od tebe. Kaj je dobro. Ja, kaj je dobro, kaj si želijo, kaj hočejo, če se hoče več, če se hoče manj, in da ti to znavigiraš, pa si še zmer kreativen, pa si še zmer, a veš, dostavil, tako kot so rabili vsak ponedeljek, toliko pa toliko žolkov, pa te zadeve, to je tista stvar, ki te... To je pomenilo, zakaj jaz rečem, da smo dobri, zato ker mi smo včasih si šel tako čist brez idej pisati, kar je, mi vsi čakamo ideje načeloma, ne? Oziroma vsej pred tem smo vsi čakali ideje. Si čakal in da si dobil eno idejo in pa si bil full happy, da si jo zapisal. Ne? In čez ono izkušnjo, pa tle ni bilo nobenega čakanja. Prisilu, vdelati, naredi. Grind je bil star, ne? Kad te prisilijo, takrat moraš oddati. In kad nimaš nič, takrat rataš, kad nimaš nobene ideje, kao delal, pa moraš še zmerno res, meni osebno se zdi, da takrat rataš najboljši. Zato, kad res zarežeš v neko kreativo. Sem kako to lahko, to se mi zdi ful nemogoče. Ja, mislim, imaš kakšen, kako ste se lotili te kreative iz nikjer? Ja. Kje so kakšni na sveti? Moraš sam, ne vem. Se vse s tem pisati? Ja, vse, pišeš, pa ta prve stvari, ki jih napišeš, so ful dobre, ne? So ful dobre. Niso. A ne, moraš pisati, zmer moraš sam delati, do the work, ne, to je fora. Kad začneš delati, bojo tvoji možgani začeli razmišljati, kad bojo začeli razmišljati, bojo začeli iskati nove ideje, pač samo delo ti kreira ideje. Veš, kje je, dobiš ful idej, ko se dolgočasiš? To je tudi res. Ker možgani začnejo pač neki delati. Ampak to je bizarno, ne nič dela, da delaš. To je res, odvisno od kjer delo, ne? Ja. Problem tega je, da starejši, ko si, manj imaš tega časa, da se dolgočasiš. Ja, samo v bistvu bi si vsak mogel vzeti malo časa na dan, da se ga dolgočasi. Si vzameš eno uro, da se dolgočasiš, da pol nekaj narediš. Mislim, že tem, ko se greš dolgočasiti, greš to namensko delati. Po mojem, že to uniči koncept dolgočasenja. To sem hotel reči. Ja, to fuck. Ja. Ja, zato ker ne moreš kar, a ne? Pa tudi mi smo zdaj navajeni, skozi manj je dolgočasenja, ne? Mladi zdaj smo na telefonih, mladi smo zdaj vsi na TikToku, ne? Ja, a je tako mladina. Dragi genze. Ja. V glavnem. Fellow kids. Fellow teenagers. Kaj zdaj klapa? Ti stare zdaj. Kje ste mladina? Kaj zdaj, ja? Daj mi prime. Kaj zdaj mulci, si pijema to, kako je dober. Jo, ne, cringe, daj stop. Ja, cringe, totalno. Ok, skečeholiki, ja, ste jih pol
ta Vit Impero show vam je dal nek push, da ste bili jaki za naprej? Dobili smo malo zaupanja, se mi zdi, zato ker smo prišli z idejo, da bi to naredili, ni bil takoj odgovor ne, ker smo že delali za njih, in so vedeli, da nekaj bomo dostavili in so nam dali pol testno narediti pilota, pa bomo videli, smo naredili pilota in potem na podlagi pilota je bilo par komentarjev, pa v redu, dajte narediti sezono. Ne. In pa smo šli z unga sestanka, se to po moje vsakič povemo, ko se pogovarjamo o tem, smo šli z unga sestanka za pilota, smo si vsi sposodili kamere, pa neke zadeve, pa smo šli pa z tega sestanka, ko so nam potrdili, pa smo podpisali pogodbo, pa smo bili tako, zdaj pa rabimo kupiti opremo. Ja, kaj češ in ste nabavili? Ja. In pa smo 3 leta smo delali 3 sezone, a še zdaj mislim, da se vrtijo. Kakšni so to? Mislim, se da živeti od tega? Kako je to? Od skečaholikov? Ja, v enem obdobju. Ti je bil to main job ali si imaš kaj? Kako ne rečem? Ne, skečaholiki niso tako, da bi zdaj mi živeli od tega ali pa karkoli. Ne, to je bil... Lep side job, lep side neki. To je bilo... Ja, ne, vse smo bili plačeni, vse je bilo v redu. Sam ti moraš vedeti, da večino tega, kar je šlo v produkcijo. Mi smo hoteli to dobro narediti. Večino je šlo, vsi so bili dobro plačani, ko so zraven sodelovali, pa vse to. Ne. To ni zdaj tako, da smo mi normalno, vsak je normalno dobil nek pač zdesek, vsi, ki so sodelovali, vsi igralci, vse te zadeve, ampak ne, fora je bolj, da mi smo hodili, da je to dobro narejeno. Mi smo vsi želeli narediti dobro. Se pravi, smo vložili v to, da smo lahko snemali na lokacijah, da smo lahko, veš, da je bilo neka... Kuj, ko smo odplačali opremo, ko smo s tem cashem kupili, smo šli v to, da smo recimo prvo sezono mene pa Jerneja ni skupil v skeču. Zato, ko Jernej igra, jaz snemam. Jaz igram, Jernej snema. V enem skeču sva, ko smo imeli na štenderji gor, ko je bila full mejhan, itak ni bilo placa za snemalca. Tako da mi smo hoteli to narediti, ker si komik, to je weird, ker hočeš ene par stvari dosežiti. Hočeš imeti svoj special, hočeš imeti neke vrste svoj show, sketch show ali sitcom ali whatever. Ne. To so stvari, ki jih hočeš. Ne. To si gledal druge, ki so to ustvarjali in ko smo imeli šanso narediti svoj sketch show, smo vsi skočili v to. Noben od nas ni ful zaslužil od tega. No. Ampak ne bom pa rekel, da to ni bila ful velika neka odskočna deska za vse nas, ker prek tega nas je ful več ljudi spoznali, ful več ljudi je videli te skeče, prišli so na stand-upe, na podlagi teh smo dobili druge priložnosti, mogoče na TV-u, mogoče kaj taga, tako da skečaholiki dolgoročno smo po moje dobili več ven, kot če bi takrat dober a ne si razdelili cash ali pa kar. Meni je cool, da smo ga vložili v Kaj je prišlo potem? Za skečaholiki? Ja. Vem, da si bil ta mali šef, Slovenija. Mislim, da so bile najprej in talenti. Najprej so bile Zvezde plešejo. Ja, Zvezde plešejo tudi, ja. So bile vmes, mislim, da je bilo to po skečaholikih zadeva, pa so bili pa talenti. Mislim, da smo delali talente, pa skečaholike usporedno s to zadnjo sezono. Pa mali šef, pa talenti. Ko je bilo plesati? Ej, meni je bilo ful dober. Ni izgledal toliko dober, kaj je meni Ne, ni izgledal toliko dober, kar sem jaz mislil, da izgleda. Meni je bilo res dobro to delati. Jaz sem furat plesal. Nikoli prej nisem plesal, meni je bilo the best. Kaj si plesal? Čačačaje, angleške, dunajske valčke, neke te... Kaj sem se že učila? Neko sambo sem se učila, takrat, ko sem po izpadel. Neke te zadeve. Ok, to ne zdaj mislim kot joke in bisma. Na podlagi česa si bil ti tam zvezda? Če si imel samo skečaholike. Ja, jaz sem mislil, da zvezde so bile pol. Ja, ne vem. Ja, ne, pa koliko si imel, odkar že prepoznal? Si to leži do vprašanje? Jaz sem imel neko prepoznavnost po moje v tem komediju zaradi stand-upa, pa zaradi teh zadev. Ampak ne vem. Si bil non-stop aktiven tudi na open micih in to? Ja. Stand-upu nasploh? Stand-upa se to. Ok. To je usporedno se dogaja, ja. Ne vem pa, ne bi pa jaz se definiral kot zvezdo. Jaz se še zdaj ne bi definiral. A malo si. Malo si. Kaj pa recimo, ko ste hoteli dobiti ta deal s Pop TV-jem, kako recimo postaviš budžet za to, koliko denarja rabiš? Kako ste to naredili? Kako ste se zmenili za neko cifro? Kako to izgleda? Na podlagi česa? Jaz mislim, da zdaj to, ko grejo mladi zdaj, če so kakšni, ki gledajo, pa imajo kakšne ideje, pa hočejo pičati svoje zadeve, mislim, da že oni vejo zdaj več o biznisu, kot smo
takrat mi vedeli, zato ker zdaj je ful več teh nekih in podcastov in nekih, a veš, YouTube in nekih, ki ljudje govorijo, mi takrat res nismo vedeli. Mi smo šli potem, koliko bi poklicali smo par ljudi, ki se ukvarjajo, a veš, koliko stanejo stvari, kaj bi rabil. Koliko ti je še vedno, da je premalo, ne, skoraj? Itak, ja, ampak dobiš pa neko osnovno zadevo, ne. Malo smo tudi vedeli, koliko so ponudili kakšnim drugim, pa te zadeve, pa poj si malo si ustvaraš nek to. Mi smo zelo, ne moram reči, da smo šli ful, tako, to ni bila dober razmišljen poslovni načrt, ko smo mišli to pičati. To je bil kreativno dobro razmišljen, se mi zdi, ker smo imeli dober koncept. Pa vedeli smo, kaj hočemo delati, pa ideja Sketchholikov je tako bila, da se originalno je bila taka, da po par letih, da bi se komiki malo menjali, da bi kakšni novi prišli. Ta SNL scena, zaenkrat se to še ni zgodilo, upam, da se mogoče kdaj bo. Tako da kreativno se mi zdi, da smo bili močnejši kot poslovno gledano, recimo, ne? Čeprav dolgoročno se je za vse ful dobro iztekalo. Ja. Ampak budget smo pa čisto postavili tako, da smo poklicali snemalca, koliko to stane, kakšno opremo, kaj bi rabili, veš. Da smo mi bili malo glede na to, kje smo že kaj delali, pa pisali, koliko bi hoteli za tak scenarij, če bi mi pisali za enega drugega, koliko bi hoteli, če bi igrali v taki zadevi za enega druga. Ne? Vse te informacije smo malo že imeli, ker smo primerljive stvari delali. Ne? Plus 5%. A veš, ne, ta del smo pozabili. A veš, to ti govorim. Tako si budget sestaviš. Mislim, jaz vem, ki je težko, ful je težko postavljati budžete za projekte. Pač. Grozno je. Ja. Grozno je, ker pač baziraš stvari na... Sam ti zdaj to delaš za job, ne? Tudi, ja. No, in vem, da je težko, zato zato sem vprašal. Sej. Sam ti zdaj to delaš, pa si navajen tega, ker smo mi to delali, mi smo prej bili stand-up komiki, mi nismo, budget delaš svoj za čez mesec prijat, veš, to ni isto, kad delati budget za oddajo, a ne? Ja, mi še teh izkušenj nismo imeli, kaj jih imaš ti, ker rečeš, pismo je težko, mi smo bili čisto blank. Ampak mislim, da je bilo cool. Super. Najboljša izkušnja je Zvezde plešejo. Tebi je najboljši moment, najljubši moment. Ker nisem letel ven v prvi oddaji. To je bil moj edini cilj, ker sem šel noter, ker sem bil tako, jaz sam nočem biti unta debel, ker grete prvi ven. To je bil moj... S kom si plesal? Stadeja Pavlič. Lušno? Spomnim se z tega. Ne. Prošim. Ja. Okay. Ja, lušno. Vse lušne plesalke so... Se vse neki vihtijo, tako sploh ne razumeš, kako. Je tudi kot oseba dobra, me veseli, da si to vprašal. Ima dober karakter. Ima fantastična, res je zabavna, več kot samo izgled je. Ne? Ful uredu pač. Ja, res je. Še dobro, da si vprašal, drugače bi kdo še lahko mislil, da si površinski, ampak vidim, da nisi. Pol so bili talenti. Ti je lepo na talentih. Najboljši trenutek na talentih. Pa ja to, da vprašamo. Kolega. Kolega Pismo rosno. Ne, svaka čast, stari. Zato, ker ni. Ne, ti nisi šel pred kamere, ti si v zadnjem backstage. Ja. Ne, zato ker je težko stopati, ja. Težko je, ti stopaš, tam je cela dvorana ljudi, ki te gledajo, ki so videli že ful tako različnih stvari tisti dan, ne veš kaj, cela Slovenija doma, to ni lahko. Jaz resno, čist brez cinizma, brez česar koli govorim. Nima sramu. Veš kaj je, jaz sem to tako gledal. Ne smete definirati to in če imaš še neke druge stvari, ti lahko zgradijo samozavest. Veš, na koncu, to se jaz malo zasprdam, ampak sem rekel, sem dobil 4-krat ne, še vedno imamo najboljši podcast v Sloveniji. Pač whatever. Pač ne vem, to je tako ful takih stvari, to te ne definira, si probal, si failal, greš naprej. Jaz ne bi mogel. Veš kaj, preveč mi je šlo dobro v lifeu. In sem sam sebe mogel nerfati. Kako ste, videl si res lahko dati roko, mislim, no? Ne vem, kjer je bolj luno tle. Pa malo se šalimo. Ja, malo se hecamo, no, da je na easy. Komik in bivši komik, no. Ti izgledaš najboljši od vseh streh, pa si najbolj zakompleksan očitno, ali kako? Ne, samo pač tako je težko. Mislim, meni je bilo pač sram biti tudi tam, pač malo, ne? Tako pač. A zaradi njega? Čak, to mi bo všeč, to je pa ful dobro. Čak, ta člani za trenutek se, gremo v eno podsekcijo, ki se reče člani privatno. Torej,
Prav tebe je bilo sram zaradi njegovega nastopa? Ne, pač tako. Zakaj te je bilo sram? Ne povej. Mislim, malo je razumljivo, kaj ni? Ne. Zakaj mi je bilo sram? Zato, ker pač nisem vedel, kaj bo delal. Okay. In pol... Ti si naslepo, si ja, šel z njim. jaz sem šel pač kot prijatelj. Kdo reče, bi šel z mano? Ja, jaz sem bil, lahko. Ne, snemanje grem. Ja, okej. Ja, sem bil, pač okej, te bom supportal, si moj prijatelj. Mi smo vzeli to, kot gremo promovirati člane. Pač na vsaki točki Ne, gremo promovirati člane. čakaj. Step back. Meni bo to predstavljeno čisto drugače prvo. Zato smo tle ljudje. Okej, boj. Čakaj, povej. Kako ti je bilo predstavljeno? Tole mora rešiti. Ja, Jure, Slovenija ima tudi en ful dobro možnost, da pač predstavimo člane in to, kot prvo člani niso bili omenjeni nikjer. Ja, ker pol so vse moje rezali ven, ampak so bili. Kot drugo, si jim predstavil to kot ful dobro, da bo, ni bilo. Kot tretje, to sem jaz kriv. Kot tretje, ti ful, kad to narediš, da mi nekaj predstaviš, ful sugarcoataš stvari. Pač. Ja, ker vem, da tako te dobim. In pač ne bom več. Drugače, to je nepredvidljivo, ne veš, kaj bo kdaj dobro. To je spet ni 50-50, ki lahko nehamo s to foro. Pač fora je v tem, da edino to je pač da ono, mogoče to, kot je rekel, da ga je malo spravilo na realna tla. Ne? Ja, ampak sanjači Eno je delulo, eno je sanjač. Sanjači so redki. Jaz nočem zatreti vseh ljudi, ki sanjajo. Veš, koliko življenje je depresiven, lahko ciničen, hiter rataš ciničen, stari. Veš, kako je. Dobro. Starejši, ki si, manj je ljudi, ki si upajo stvari narediti. Rabaš te ljudi med nami, rabimo jih. Vi filozofi ni tako deep. Bilo je, naredil si točko nisi testiral. Daj, počakaj. Edino sem to hotel reči, pač, da je dobro včasih tudi malo biti samokritičen. Jaz se strinjam s tabo. Vem, da zdaj zagovarjam drugo stran tega. Yeah. Samo moraš vedeti, da recimo jaz, vsi komiki, ki smo relativno dolg časa na sceni, smo izjemno samokritični. To meni, mi snemamo vse svoje nastope, audio ali počas celo video, gledam nazaj, greš čez joke, gledaš, kaj funkcionira, kaj ne funkcionira. Zakaj nekaj ne funkcionira? Probaš pogruntati, zakaj to ni delovalo, kaj je bila moja ideja, probam to popraviti, probam vse to. In je izjemno si samokritičen in čez neki cajta se to stopnjuje. Skozi bolj si zahtevan, ker dajmo reči, skozi več imaš uspeha, evo sem zdaj tako naredil, skozi več imaš nekaj uspeha, pa prepoznavnosti in potem si skozi bolj kritičen, ko imaš feeling in tudi res je, da je se ful več od tebe pričakuje, ne? A veš, sej žalje, mislim, da znaš tudi razlago, ne? Bolj, ko si prepoznaven v tem svetu komedije, več se pričakuje od tebe kot od komika. Pa se je logično, ne? Absolutno je logično, in prav je, da se držiš. Ampak bolj si strok sam do sebe, ne? Ampak sem pa kje take ljudje, a veš, kot je Rimelnič, sanjači so pa tisti, ki te včasih spomnijo, da včasih moraš kaj tudi sam probat. Kdaj pismo, kakšen joke, sem vesel, da sem ga šel sam probat, ker sem na začetku nisem vedel točno, kako ga bom naredil, včasih rabiš sam z jajci jed pa nares. Bo zmer dober, čas ne bo, ampak kdaj rabiš to, starja, veš? Ampak to brez samokritike je pa slabo, to je pa absolutno res. Lej, lahko pač povem, to je bilo letos maja, smo mi to snemali, no in par tednov preden je bilo to, sem jaz zgovoril na eni marketing konferenci in je bila slaba energija okrog mene, name to ful vpliva in prvič na odru sem jaz zmrznil, jaz sem doma na odru. Okay. In rekel, grem se... Ne, pač legit, to me je tako skinilo v dušo, pač pobralo me in vzelo mi je ta filter samokritike. Nisem vedel več, kaj je dobro, kaj ni dobro in sem bil do par mesecev nazaj v tem ful slabem pizda, ne vem več, kaj delam. In lih med tem so prišli še talenti. Vakit, moraš narediti, si rekel, da boš prišel, naredi, dostavi. In sem bil, naredimo. Okay. Ampak ni da mi je žal. Ne, jaz tudi mislim, da jaz te supportam, stari. Šel sem nekaj provat, ni uspelo. Ja, pet naprej. Probi drugič. To njega drugič ustavljati. Vsega jaz ga ne ustavljam, jaz samo pravim, kako bi jaz, mislim, jaz sem ful kritičen do sebe, se mi zdi za to. Bolj sem, Mislim, ker sem jaz naredil glupo, halo? Bolj se držim. Pač imaš točko, stestirajo. Mislim, če bi me prašal, prej bi mi pokazal, bi mu takoj povedal. Mislim, jaz absolutno moj nasvet bi bil, da testiraj točko, preden greš jo predstavljati drugim. Se to pač se mi je zdelo ful korektno. Mislim, lej, jaz sem glup, zdaj lahko priznam, ko sem glup. Ne. Smo imeli audicije za talente, sem nekaj predstavil, rekla cool. Sem pokazal kolegom, so rekli, ful dobro, popravi to. Super, in pol dela. Pokazal, čaki. Ja.
In potem sem šel vse spremeniti. Zadnji dan, ker sem se počutil, da lahko naredim boljše. Okay. In zjutraj na dan talentu sem jaz prišel z novim. Naredil si klasično... To se ne sme narediti. Ja, In boš rekli, jebeš, ajde. In pol pač ni šlo. Ja. Ne, mene je zabolela una zatohla tišina. Veš ono, ki je bilo, ki sem bil tako... Ja, kaj zdaj? Matej je naredil punchline in Bilo tiho. vsi so bili tako... In tako reče pol Lado, mislim, da je dvorana povedala dovolj. Ja, lepo je In jaz povedal. sem bil samo ono... A veš zakaj jaz nisem toliko kritičen od tega? Zaradi tega, ker ni nobenega stand-up komika na svetu, ki ni doživel ene par teh Ampak nastopov. samo malo, kolega, stare. Je pa res, da noben ni Samo šel malo na TV kolega s tem. stare. Je res, imaš res. Obstajajo zato dvorane, Je kjer res. testiraš To je svoj res. material. Imaš prav. Tako da, ja. Se strinjam. Ampak poznam pa občutek. Vsi poznamo ga. Ja, tudi jaz sem ga spoznal. Ja. Ko pač jaz sem se že doznimal, to sem rekel, Matej, jebi se. No, v glavne, gremo mi nazaj Dobro, na ne, Sašo. ampak še vedno jaz sem ponosen na te stvari, kar delaš. Tako. Ne, hvala, Tudi hvala. jaz. Hvala. Ja. Ja, pa kaj kurc, kaj pa? Še vedno sem njegov Pa še kolega, enega. kaj, ja, sej. Ne, Dobre, hvala. dobre. Sašo, da malo še potipamo. Kako je, kje se družiti otroci? Zdaj mislim, da smo letos imeli 5. sezono, če se ne motim, tega malega šefa. Ja. To me je kar presenetilo, da je to se prijelo v bistvu. Na začetku nisem vedel, itak ne veš, kaj pričakovati od oddaje. Ampak hud koncept. Ja, meni je kar dobro. Pač klinci kuhajo. Ja. Veš, In tipo še Master vedno ful dobro Chef, kuhajo tudi. samo za malo. Ja, nori so. Meni je to sram, ker ne znam niti Pri pol tega. Ne, Ja. manj ka pol znam, ka oni. Res so Ko dobri. imajo strast že pri Ja. teh mladih Ki letih. prav začnejo z nekimi tehnikami, besedami, filečki, Ej. prav, what? V prvi sezoni je bil en tekmovalec, ki je Tekmovalček. tekmovalček, imaš prav. Tekmovalček, ki je hotel biti, on hoče biti šef, on hoče imeti svojo restauracijo. Mislim, da pri teh letih že veš. Ja, se to. WTF? Koliko se zavidaš človeku? Ja. To pomeni, da ful zgodaj začne. Graditi svoje sanje. Exactly. Ja. In je to naredil, in je on je bil čist noter, on je gledal te Masterchefe, gledal vse te zadeve in je imel prav to, ker so mu sodniki govorili, ko so mu žiranti govorili, on tam bil, pa je ko so ga kaj vprašali, rekel, ja, šef, ne, šef, pa veš, prav to je bil že. No in on je zdaj šel na gostinsko, pa vse te zadeve in je zdaj v ta zadnji sezoni, mislim, da v ta zadnji ali pa predzadnji, je prišel nazaj pozdraviti kao in smo ga imeli. Ja, in je bil, in zdaj, ko je prišel nazaj, sem pa poizvedel, lih dela prakso pri Jorgu, to je eno džeranto, v tej njegovi, mislim, da v uni restauraciji, ki je Mišelinovo zvezdico. On je bil, mislim, da sta bila zmagovalni par, s enim sošolcem, potem pa je šel na šolo, pa je pa prakso prišel delati v eno izmed najjačih restauracij v Sloveniji in hoče če naprej v tujino. A veš, tako da to mi je bilo ful tako, koliko je to dobro, da bi jaz prej vedel life, ja, en tudi ve, da hočejo biti piloti, že ko so otroci. Ja, to. Jaz pa ne vem, še zdaj. Jure, boš za na konec vprašal svoje vprašanje o kriminalu? Ti lahko narediš eno kriminalno dejanje, Okay. in pol za tabo, ga noben več ne more narediti. Torej, če ti evropaš banko, noben več za tabo v zgodovini ne sme in ne more evropati banke. Kaj bi naredil? Ampak si tudi pol ti za to kriv? Greš v zapor ali kakšne so kaj posledice? Pa, Ampak noben drug tega ne sme. Ja, greš v zapor, pa čaj, da spremeš posledice, ampak noben drugi več tega ne sme narediti. A pa posledice, recimo, če bi šel v robat banko, a mi ta denar ostane? Grem tako v zapor, imam ta denar, prav dobim to. Ja. Kako bi rešil ful enih umetnikov, o tem razmišljam, pa kako zaslužiti. Pač ukradel bi tako avtorske pravice, vse komade, pa nekaj tako, ne? Aha, in pol noben več tega ne more narediti. Torej bi bil ti Ja, lastnik itak, jaz vseh sem edin, avtorskih ki je ukradel komad. Fakt, zanimivo. Ja, tako da vsi glasbeniki pa to lahko delajo to naprej. Plus dobim royaltije od vseh teh nekih Britney Spears, pa, a veš. Kako je to premislil? Ja, oni naprej so safe, noben jim ne bo več kradel, oni so itak že zaslužili dovolj s tem da stane, ja, to bi naredil. Veste kaj, jaz pa mislim, da je kriminal, da zlomiš punci srce. Tako da jaz bi zlomil eni srce, da noben več ne more. Kaj? Resno?
On ne rab Tinderja, je rekel, da ga nima, ne rab ga. Kaj je? Jaz pa mislim, da je kriminal, da se zlobiš punci srce. Ja, kaj? Dobro, I like it. Ja. Ja. Dobro. Hkrati si se losal trenutne, ne? Ker si zlomil srce, se pravi si Frej, in rešil si vse druge, se pravi si Frej. A veš, genialno je. Ja. Genialno je. Kaj pa ti, Matej? Fuck. En kriminal, ki bi ga naredil. Okay. Kaj je kaj kriminalnega, kar lahko kriminalec naredi? Kriminalno lahko kradeš denar, lahko razbijaš. Slovnične napake reči. Da narediš tako kriminalno slabe, da res kriminalno slabo znaš slovnico in bojo vsi drugi znali boljš. On dela to, bi mogel biti v zaporu par let. Torej ti v bistvu s svojim kriminalom hočeš rešiti druge. Ja, a ni to poanta. Če je to, da noben drug tega ne more narediti, se pravi, ja, rešiš malo druge, pa še zase poskrbiš na nek način, če lahko. Kaj pa umor? Umor? Dobro, da zdaj ste res prijazni. Jaz sem zdaj hotel reči, da bi preprodajal droge in pa bil edini draglord na svetu jaz. Ja, ne, ampak to ne pomeni, da ti pol lahko to spet oddelaš naprej. Ja, ampak veš, da zdaj jaz preprodam vse droge. Pablo Escobar sveta, stari, preprodaš in ko ti zmanjka robe, ti zmanjka. Ni da produciraš, ampak veš, že vso robo, ki je na tem svetu, prodaš in si rešen. Ni da si naredil kaj dobrega za ta svet? Imaš pa šolde in pol daš seveda v charity. Če si ti edinka lahko preprodaja drogo, lahko jo nehaš. Preprodajati in pol nobene preprodaja droge. Ja, pol bo pa manjko. Ful živčnih ljudi na svetu, ja, ampak teoretično lahko. Ali pa rečeš, ne bo se preprodajali droge mlajšim od 21 let ali pa 18, ali pa veš, tako neke te. Imaš moje moč, ne? Ja, ma zgubiš stranke. Pol bo ful živčnih ljudi. Ja, vem, ampak še zmer, lahko si ta moralen človek, ne? Ja, mislim. Ne rabiš biti samo... Mislim, zakaj? Ja, ne rabiš biti sebičen. Pa sej pol bi daroval v te dobrodelne namene in to. Droge. Pa ne, veš v tej rehebe. Veš, da vas drogerašov. Ti bi da ustvarjal problem in ga... Pa cel krog, da je pod mano. Kaj pa ne, da daruješ v rehebe, odpreš svojo linijo teh rehebov Ja. in pa je prodajaš še na drugi strani, pa prodajaš še drugi. Ko pride ven, mu prodaš spet. Ja. In imaš v bistvu, in ko jemljajo, bogatiš in ko se zdravijo, kao bogatiš, ne? A ni to... To je bilo nek... Vidiš, pogruntal sem, kako deluje svet. Mislim, da si pogruntal, ja. Ponudba popraševanja. Čak, kaj je že to bilo? To je prav mislim, da je Corporate ali nekaj, je bil en sitcom, ki je tako 3 sezone je laufal, ki je bil kao ljudje, ki so ujeti na sredi ene velike korporacije, ki so točno to delali. Ki so prišli protestniki, da bojo protestirali proti tej korporaciji, so oni imeli sestank, pa so rekli, cool, zdaj pa kupite vse te štante, pa jih preneste od spodaj na protest, pa vam prodajali majice, kako nas sovražijo. In so oni prodajali majice. A veš to? Ja. In je to je to, ja. Ja. Pokriješ vse zadeve. Dobro, zdaj pa iz kriminalnih stvari na zelo super dobre. Mi vam moramo predstaviti naši člani, poslušalci, gledalci, naš predragi gost Sašo. Mi smo dobili enega člana, ki skliče Listca, Tako je. ki so začeli podpirati ta naš podcast in zdaj, ali si Jure pripravljen? Sem pripravljen. Zdaj dobrodošli v novem segmentu, v članih podcastu Fun Fact o gatah z Listco. Danes govorimo o najdražjem nedrčku, ki je bil izdelan in imenuje se Red Hot Fantasy Bra. Torej, moramo vedeti, da je to kompletek. Torej, imamo nedrček in gatke. Dobro, dobro. Tako da, moje vprašanje za vaju je, koliko menita, da je ta kompletek vreden? Ok. Cel kompletek. Gate modrček. Koliko so modrčki gate? Jaz imam eno priznanje za vaju. Ok. Nikoli v življenju. Nisi imel gat. Nisi nosil modrčka? Še nisem kupil modrčka ali pa ga. Res? Pa jaz sem to ful kot za darilo uporabo. Zakaj? Za darilo kupiti. Ja. Kot darilo, ne?
Ja, jaz sem Ali imaš bolj knjige izvirna pa to darila nosil. ti? Ne, ja, pa tako, ker sem se pogovarjal Vidiš, z njimi, ti imaš pa pametne vedel, kaj mi je punce, všeč. Jure ima samo lepe. Ja, ne, se to tako. Kaj si ti za darilo kupoval? Kakšno knjigo ali pa kakšno tako izkušnjo, da greš nekam ali pa nekaj, veš, da je bolj osebno. Ampak Veš kaj? razumem, da so gate so to Jure je izkušnja. It's an experience. Roller coaster. Sedite gor, bom videl, kako bo. Sedite gor, pa krič, a to? Ja, Jezus. Koliko bi rekel- Ogabno. Ej, Koliko bi rekel, da stanejo? Pismo ne vem, stari, kje je bilo to prodan? Da mi to povej, a mi to lahko poveš? Slovenija ali govorimo svet? v Svet, svet. bistvu je bila na neki dražbi in je bila ocenjena tako vrednost. Zdaj na svetu, na Ampak splošno. na svetu. Na svetu. Je to poj, da je to zanimivo, so to zihar. Najdražje na svetu, koliko misliš, da? Ja, jaz bi to rekel, da to je poj nekaj, kar je nosila ena, a veš, Cindy Crawford na enem legendarnem snemanju leta, ne vem kdaj, a veš. Tako to je kaj, 500 jurjev? 500 jurjev? A bi več? A je več ali manj? Kva? Je 500 jurjev. 500 jurjev. Jaz bom rekel milijonček. Veš ono, najdražje gate. Čim rečeš najdražje, Meni se zdi, da je 500 jurjev za gate. ma čim rečeš najdražji komplet. Ta star 500 jurjev je 499,050 Ampak, preveč, po ko moje. govoriš najdražje na svetu, govoriš o milijonih. Come on. Okay. Ja. Jaz bom rekel milijon, pol milijona, A so milijon. z diamantov ali neki? Ja, Pol milijona, so z milijon. Ajde, diamantov. da vidimo. So z diamantov. No, So z diamantov. Pismo. Nedrček. To pa res bližje milijonov. in hlačke, Ja? Ja. ki so najdražji kompletek To je več milijonov bo. na Ok, svetu, koliko? je bil vreden Koliko? kar astronomskih O, 15 milijonov dolarjev. 15 milijonov! Jaz se niti ne počutim tako slabo, kar se mi zdi, da tako, ok, prvo sem ugibal, streljal temo, a ne. Sav Ribanič, pismo, ti si pa res zabluzil. Ti si pa z milijoni, si bil res bliz. Veš, če govoriš o najdražjem milijon. Ja. Ampak 15 milijonov? 15 milijonov. No, da vam povem, zakaj je bil toliko vreden ali pa toliko stane. Zakaj? Komplet je bil ukrašen z več kot 1300 dragulji, vključno s Ulala. 300-karatnim rubinom. Koliko neprijetno mora biti imeti vsta, mislim, ker to diamant je najtržnost, a ne, a veš, diamant ti reže steklo, Ja. pa še to mora biti, koliko je neprijetno. se nimaš Nadloženo, not. ne. Se veš, Imaš sam se odzunaj. zver, tle so noge, pa vse premikaš se, a ne, to ni prijetno najbrž. Ja. Pa kaj tvoje nadgate se premika s tvojimi nogami? Veš, če imaš le gate, pa se ni Pa tvoja noga... po mojem pri Nedrčku je bilo kjetle vmesta diamant. bi rekel. A, ok. Po mojem Ja, ja. predvidevam. Tudi če so bili taki diamanti, to niso bili diamanti, to so bili... 15 milijonov Kosi. diamantov je full diamantov, to star. No, Giselle Bundchen, Ja. sem prav izgovoril, je predstavila ta luksuzni kos perila. To je po mojem neka ekstra manekenka. Mislim, da je to kar znana. Je, je. Zelo znana manekenka. Tako da ja, če že govorimo o dorem spodnjem perilu, Mislim, da ne vem, kjerega boljše nabaviti kot lisca in da ne boste mislili samo neki Larifari. Jaz imam danes oranžno-črnega, ker Halloween! Star, Smo rekli za Halloween, lej! Jaz sem vedel, zdaj, sam tako, jaz sem vedel, da ko sem prišel v to snemanje, v to eno čudno sobo, v eni bajti, sredi ene vasi, sem vedel, nekdo bo v gatah nekje skakal, v eni točki. In točno to se je zgodilo. No, za ful dobro, kvalitetno spodnje perilo, moško, žensko, krčeš, lisca, ne? Lisca poskrbela za člane, lisca bo poskrbela tudi za vas, poslušalci in poslušalke, ker tekom tedna spremljate na našem Instagramu potekala nagradna igra, lahko zadaneš kompletek za moškega ali žensko, odvisno kdo se deluje, ne? Tako da lisca poskrbela za vse. In ko rečem vse, mislim vse, tudi člani goste. Sašo. preden greš do gosta, samo da povem. Majica, ki jo imam jaz, je moški model od Lisce, tako da ja. zelo kvalitetna, jaz sem zelo zadovoljen, tako da čeknite moške stvari pri Lisci. No, Matej, nadaljuj. Zdaj pa, kot smo rekli, ne, lisca priskrbela darilca za vse, tako da eno malenkost je tudi priskrbela zate. Če bom noter modrec. Zato, ker imam joške v popizdu, stari. Ja, bo bil vsaj lep modrc, ki je od lisca in kvaliteten bo bil. Kaj si dobil lepega? Papir! Ej, hvala! Lih to sem rabil, jaz Lisca pored papir. rišem. Lisca papir. A, je že nekdo. A, nekje noter, čakaj. Da nismo ti dali prazno. A, kamornarček bom.
Ok. Dobil sem spodnjo majico, predvidevam. Ja? Ali pa zgornja, kot jo nosiš. Ne, spodnjo. Pa gate. Lepe. Ne, nice. Kaj lahko te gate, ki jih imaš zdaj, pa pustiš nam? Ja. To sem, tako jaz ne vem, če veste to o meni, ampak jaz zmerka prijem na en podcast, da je gate nekje postavil, tako da to sem tako mislil, da Lej, tam imamo kavč, bomo že pol. Jaz bi samo še dodal, Lisca je priložila revijo Lisca notri in notri... Ja, čaki, in jaz sem to prej malo listal, ne, in notri je naša članka Anabel. Ja. Lej, in to ne samo tako, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 strani, 7, 8 strani ima članka. Kdo kaj? Anabel, naša Anabel, članka. Ja. Tako da, Lisca, hvala še enkrat, si ček. Jaz bi sam rad rekel, ko reče članka, ne? Ja, hej. Ni full teksta. To ni, a veš, ni člank, ne? Ima pa zelo lepe fotografije, ne? Ama ne, naša članka, ti si naš član, ona članka. Ja, to, člank, jaz sem mislil, da člank kot... Ne. Članka, štekam zdaj. Ja. Ona ima članka, kao člank, ne? Ne, lej, članka je not. Članeka, ne? A veš, jaz mislim, da je noter članek z njo, ampak razumem, štekam, mislim, da je sem jasen, kaj se je zgodilo. Tako da ja. Ena malenkost zate. Ej, hvala. To je to z naše strani, Sašo, bi nas ti kaj vprašal za na konec? Ja. Prašaj, zdaj nas lahko ti kaj vprašaš. Zdaj pa jaz lahko kaj vprašam. Fak, to se pa nisem pripravil. Ej, kaj je skrivnost do uspešnega in popolnega življenja? Jaz sem dobil en lep quote za rojstni dan. Moji bratanci so mi sfotošpirali za 18. rojstni dan faco na Leonardo DiCapriovo telo, ko drži Oskarja. In v zadaj napisali, smisel življenja ni najti, kdo si, ampak ustvariti, kdor želiš biti. Wow. Romantično. Ja. To se mi sliši kar nekaj, kar na unih anonimnih alkoholikih tjen pove enkrat. Tako da, jaz bom rekel to. Bravo. Kaj je smisel življenja? Ja. Kako živeti popolno življenje, to. Da zbalansiraš vse stvari pravilno. Ampak veš, dejansko smo imeli ene tle naše obalne reperje, ki ste člani MCL-u po banda in je rekel, on uživa v vsakem trenutku življenja. Tako da po moje cilj je to, da vse, kar delaš, slabo, dobro uživaš. Da bi sam še ne biti sam seb tist, ka meče polena pod noge. Itak ti bojo drugi, itak ti bo life, sam po sebi. Ne še sam nalagati tega. To prehiter radi ljudje naredimo. Sami sebe ustavljamo. Ja. Sam greš. Zdaj pa za na konec na najjači del tega podcasta vprašanja. Kaj si mislil, da bom potegnil? Ne vem, kaj ti delaš, da si tukaj pa rečeš, to je to, ok, zdaj pa in greš z roko v hlače, kva valjda se človeku straš pismo, no? Kaj je sve, kaj se bo zgodilo? Pred vsakim podcastom damo vprašanje na Instagram, čekni člani profil na Instagramu. In lahko kaj vprašal, s tem bomo vprašali goste in bomo bili vprašani. V glavnem. Imamo vprašanja. Tako, Marko _Zajc09. Jure, Matej, bi seksali v svojem kostumu? Ja, zakaj pa ne? Ma po moje kravata bi mi malo smetala to non-stop. Misli se, ko te prime, on tvoj tip, tako... Anže Pika Skrbec 8, ali vam je nov Indiana Jones film všeč? Ne, shit. Nisem gledal, ne vem. Mi da so ga pogledali do polovice, mislim, da. Pa so pa rekla, ga bo jutro naprej. Mi dva, če živa skupaj, težko je. Hodva. Ja, mi dva hodva. Juro veš, v skupni Instagram. Jaz pa moja punca. Ja, ne živa skupaj gledava filme, skupaj se malo fajn. Sva jedla. Kaj si včeraj jedla za kosilo? Sva jedla, pašto. Kaj? Full weird. Full mi je zdaj weird, kaj tako, ja, se imaš prav? Ja, res je. Pa če da ja, pizda si ga gledal, ga nisi, stari. Ne, niso... Shit! Ja, nisva ga do konca pogledala. Ne, nisem ga do konca pogledal. Jaz sam ga nisem do konca. Slučajno ga je moja bejba tudi gledala v drugi sobi, sama. In ga tudi ni do konca pogledala. Recimo, grem na tenis, kolegi, ne rečem, smo igrali. Ne veš, sem igral tenis. A si igral tenis? Ja, mislim, okay, v dveh delaš. Sem gledal.
No, Sem gledal. gremo ne, CGI, weird, a ni? ma ne vem, slabo je. Zgodbe ni, vse je šit. Gremo naprej. Timo 90924, najljubši slovenski komik. Jure? Za mene je za vaju. In za vse je to. Meni je Perica ful dober. O, Perica je dober. Admir je vrhunski, jaz njega, letos sem ga na Pančo gledal, sem videl par novih for, jaz sem umiral. Meni je ful je on ima zabaven. čist svoj džir in je the zabaven. best. Perica včasih potegne joke iz pismo sploh, a veš, to je meni hudo, ker jih ne vidiš od kje bo, njegov bit v delfinih, kak ga zdaj ima, to je hilarious. Ne, ni dober. A veš, Vid je, kako je Vid na odru bil ves čas, odkar ga poznam, kako je on deliveral joke, to je bilo neki, on je imel najbolj izdelan nastop, Bergant, kako je noter ta svoj lik, kako ga je zgradil, kako ga poznam, odpren je začel, a veš, kako je, ker sem jaz Berganta spoznal, on ni uporabljal toliko narečja, kot ga zdaj uporablja. Ja, zdaj pa ga cepa, ko... Ja, ampak ga je začel počasi dodajati noter, tako da se je publika počasi navadila ga, ker če bi on začel s tem pismo, a veš, Ej, veš, traktorji. ampak je dodajal in je vlekel k sebi in je ustvaril čist svoj žanr, a veš. Mislim, neka taka, ja, res, ja. Res je svojo špuro vžgal, Žan s tem svojim zasanjanim, veš, zgubljenim, Pižama s tem svojim načitanim. Kako je, nema tudi Papič je načitan ful. Ja. Se mi zdi ful, tako da ful Ja, ve, je, ful ve, absolutno. vse res red, ful. Sem imel ful časa za brati. Ja, ne, neko mes je imel ful časa. Ja, Ni važno zakaj, neko mes je imel ful časa za brati. Ampak tako ve neko stvari, ki jih še gosti ne vejo o njih. Ja. To pač ne vemo odkje. Si igral v oni oddaji neki, on to kar ve. Ja, on je full fan filma, pa te neke scene, pa to res pozna. Ki poslušam vse Fejmiče, po mojem, in vem, kako... Ja. Včasih se uno, wow. Ja, ne, Žan je obasta full, ne. In cela ta generacija komikov in Aleš je meni en izmed tudi najbolj smešnih teh komikov, ki so prišli z mano gor, ker on ima to neko tako ne full agresivno jezo in to je najbolj smešna stvar. Tako, ko on razlaga neki, ki mu ni čist jasen, to tega ima tudi ful dobro. Ta bit v vremenu po teh zdaj, ne vem, če ste videli, te stvari meni so vsi res dobri. Jaz ne moram reči, kjer mi je najboljši. Meni je res ful dobri. Še za na konec Petra_Zumer, ni vprašanje, ampak hvala za bolan nastop zadnjič v Štuku. Bravo, Sašo. Bravo, Sašo. Hvala tebi, brez dobre publike ni dobrega nastopa. Kje te lahko kaj vidijo, spremljajo, razen povsod? Povsod. Instagram, Sašo Stare, Facebook tudi, I guess, če rabite. Ba moram TikTok narediti. Rekli so mi, da rabim TikTok. Ja, Mladi ljudje so rekli, mi smo vsi sam na TikToku. Ja, samo moraš delati pol content gor, ne. Ne moraš dati tisti content, ko daš. Ker na Instagram, ker to se pa ne spodob. Ne, pač ne spade dobro. Ja, plesov ne bom. Ne bom teh glupih plesov na TikToku, ne bom delal. A je on to delal? Pusti ga, Matej. A je on to delal? Se še uči. Kaj? Dej povej, kaj je? Dej razloži mi. Hvala, ki si videli z nami. Ne, razloži mi pismo. Dej podaj, smo jih dovolj. Ok, podaj, prav, smo že dolgi, dosti. Mi bo pa povedal, zaston lekcije, Instagram, Facebook, pogledajte podcast, če vam bo cool, drugače pa gledajte talente. Kjer je podcast? A res tega ne veš, podcast, a res tega ne veš, ki ga imamo z Alešom Novakom, lahko po YouTube te pa vse, pa na vseh podcast aplikacijah, pa enkrat mesečno prije ven tudi, če veš, kaj mislim, podcast, kjer Pižama, Anže Tomič in Joco Hud pa jaz, odgovarjamo na probleme, ki jih imajo naši gledalci. V bistvu vse tvoji podcasti se končajo z vprašanjem. Ja. Ker sem neskončno radoveden. To je super. In še na televiziji povsod. Ja, seveda, gledajte talente, se vidimo tam. Vam pomaham iz odra. Jure, nas popelješ v konec. Dragi poslušalci, hvala, ker ste bili z nami. Dajte en like, en share, en subscribe. Matej, kaj bo še pokazal? Kje se šišamo? Obiščite našega barberijana, najboljšega barberijana v Bali, tip je kralj, vedno te ušiša dobro. Pol pa pejte še kaj pojest v El Toro Steakhouse, kjer bojo naredili res fantastičen burger ali pa meso. Člani burger, imamo svoj burger. Tako. In imamo tudi svoje majice, dober dan, lahko nabaviste v linku v opisu. Dober dan, brand.si. Tudi če ni vse perfektno, lahko še vedno dober dan. Sašo, hvala, ker si bil z nami. Hvala vama. Upam, da ti je bilo lepo, nam je bilo lepo. Čau. Meni je bilo super. Čau, čau. Čau.